Dear friends, let me share with you why the World Economic Forum can be of great service in our complex and fast-changing global system. Here's a little song I wrote. You might want to hear it in your pod. You'll owe nothing and be happy. Ain't got no cash, ain't got no car, but 24 booster shots in your arm. Oh, nothing. Be happy. You can't even buy shit in the store because of your low social credit score. Oh, nothing. Be happy. You'll own nothing and be happy. Be happy and eat the bugs. In še en predlog je naletel na očitke: preživeti birokratski prijemi ali zaščita delavskih pravic. Ministrstvo za delo, ki ga vodi Luka Mesec, pripravlja spremembe zakona, ki predvideva bolj podrobno spremljanje službenih ur. In tudi novost, elektronsko aplikacijo za beleženje delovnega časa. I don't know how it will play out in November, but what we know is that we will end up with many more unemployed and particularly also people in the grey economy, which are not counted for, who lose their jobs. So we will see definitively a lot of anger already now, but probably increase by the end of the year. Želimo preprečiti goljufanje delavcev, kot v primeru Marinblu, tako pravijo predlagatelji. Medtem ko se ustanovitelj in lastnik enega večjih podjetij v Zasavju Jure Knez čudi. Merjenje ur je preteklost, ki omejuje moderne oblike dela, pravi. Pa bo tako imenovano elektronsko štempljanje obvezno tudi za delo na domu? Anže? To find solutions which are beneficial for the next generation. So why not to tie government aid to the green economy which we have to create? Why not to make sure that we revolutionize, digitalize particularly our educational system? So we are here, when we talk about the Great Reset, to talk also about innovation. How can we do things differently from what we used to do? And if we speak about differently, it means also how can we do it to make sure that a majority of people are benefiting from it and not just a minority. Anže Božič. Če so delodajalci že zdaj obvezno evidenco zaposlenih doslej lahko vodili tudi z ročnim vpisom ur v beležko, bi minister Mesec štempljanje digitaliziral z natančnim beleženjem prihoda, malice, odhoda in morebitnih nadur. Namen tega zakona pa je preprečevati zlorabe, kakršne smo videli v Marinbluju, kjer delavci delajo po 16 ur na dan, pa se jim ne plačuje nadur, ne morejo uveljavljati pravice do počitka, pobeleženi so pa v beležkah. Tako da mi želimo delavcem omogočiti, da imajo kontrolo nad tem, koliko dela opravijo. Gre za 5 let star predlog, ki je v socialnem dialogu obstal med interesi sindikatov in delodajalcev, pod novo vlado pa dobil pospešek. A številni uspešni domači zaposlovalci so zaskrbljeni. Gre za nepotrebno dodatno birokracijo v času novih, bolj fleksibilnih oblik dela, pravijo. Transition into a green economy, because people probably recognize that we have to become more resilient. We have now the experience of one crisis. The environmental crisis, the climate crisis could be a much bigger one. So I see more awareness, but on the other hand, we have the big issue of unemployment, of low levels of employment, and I think we shouldn't see the two as contradictory objectives. Je v moderni dobi zelo pomembno, da ima vsak svobodo, da naredi stvari kadarkoli želi in tudi kjer želi. Tako da gre ta predlog čisto v eno drugo smer, ki se mi pa zdi, da ne ustreza modernemu času.
Na noben način ne posegamo v pravice digitalnih nomadov pa svobodnejših poklicev, da bi se te zdaj morali s kartico hoditi v službo štempljati. Nasprotno, zanje se ne spreminja nič, oziroma kolikor se pač morajo voditi evidence, se bodo lahko vodile pač evidence nadaljavo. This will be decided by the people who own the data. Now, why is data so important? It's important because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. Now, what do you need in order to hack a human being? You need two things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. But control of data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. Na primeru slabih praks ni dobro regulirati urejenih firm, je slišati iz ust številnih znanih slovenskih podjetnikov, ki jih absolutna kontrola svojih zaposlenih ne zanima, pač pa le njihovi rezultati. Pričakujemo odpor tistih delodajalcev, ki izkoriščajo delovnopravno zakonodajo in ki izkoriščajo svoje delavce. Na drugi strani te, ki so se zdaj zaradi članka o financah na Twitterju oglasili, tem pa sporočam, da nimajo kaj skrbeti. Ne gre samo za dodatno obremenitev podjetij in s tem povečanje stroškov, ampak gre tudi za to, da se način dela spremeni, ker jaz mislim, da je to, da so ure merila uspeha stvar zgodovine, stvar, ne vem, prejšnjega tisočletja ali pa še kaj nazaj. Delodajalci in sindikati lahko do konca avgusta na predlog zakona še podajo pripombe. Elektronsko štempljanje pa naj bi po prehodnem obdobju v veljavo dokončno stopilo leta 2025. Digital identity. You shall have until 2030. No discussion, for it is mandatory. You will see. No, delodajalci medtem seveda ostajajo na okopih. Pričakovali so, da bo vlada zakon zamrznila oziroma našla način, da ga zadrži. No, in kot smo slišali, jih veseli zgolj dejstvo, da sprememb takoj ne bo nadzirala inšpekcija. Upe pa polagajo v 3-mesečno prehodno obdobje, ko pričakujejo, da jim bo vlada morda vendarle prisluhnila pri oblikovanju sprememb. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Ever since we went off the gold standard, it's just been perpetual stimulus. Good times, bad times, always run a deficit. What led Nixon to abandon the gold standard in 1971? And although he claimed it was temporary, we've been waiting 40 years, we're still off of it. He claimed it was temporary. We've been waiting 40 years, we're still off of it. Prepričani so, da je zakon neživljenjski predvsem za poklice, ki ustvarjajo najvišjo dodano vrednost. Več pa Marko Gregorc. Zakon je neuresničljiv, v številnih ozirih nejasen in zato prinaša bistveno več težav kot rešitev, so si enotni v delodajalskih organizacijah. Mi v principu plačo dobivamo za prisotnost na delovnem mestu. To se pravi, koliko ur smo prisotni na delovnem mestu. Zares bi se mogli vprašati, kaj naredimo, ali smo svoje naloge opravili. V gospodarstvu se danes pogovarjamo o sodobnih oblikah dela, o svobodnem razporejanju delovnega časa, o fleksibilnih oblikah dela, ljudje delajo od doma, so digitalni nomadi, radi prilagajajo svoje delo družinskim okoliščinam in zakaj jim ne bi te svobode pustili? In ne le, da zakon zaposlenim jemlje fleksibilnost, zanje prinaša tudi več birokracije, še pravijo delodajalci. V glavnem obremenitev za zaposlene,
Kar se pa delodajalcev tiče, je pa cilj, da nisi kaznovan, kar pomeni, da boš stvari delal skladno z zakonom in boš logično to odgovornosti prenesel na zaposlene. In medtem, ko bodo zaposleni z dodatno birokracijo, bodo funkcionarji, med njimi tudi župani, poslanci in ministri, dodatne papirologije oproščeni. Vsak bi se rad videl kot izjema, ne? Tudi vi tukaj najbrž si želite biti izjema. V gospodarstvu z vidika vodenja učimo eno stvar. Kadar greš v spremembe, še posebej, če so te neprijetne, je pomembno, da v prvi vrsti veljajo zate. Nič drugačni od poklicev funkcionarjev namreč niso številni drugi kvalificirani poklici. Večjo dodano vrednost ustvarjajo, bolj so fleksibilni, menijo delodajalci. Mi se pogovarjamo o dodani vrednosti 100 000 evrov na zaposlenega. To so poklici, kjer govorimo o digitalizaciji, o zelenem in tako dalje. In zato rabimo ustvarjalne ljudi. S takimi birokratskimi elementi pa mi to ustvarjalnost samo dušimo. Če hočemo preprečiti izkoriščanje delavcev, rabimo drugačne ukrepe, dodajajo delodajalci, predvsem učinkovitejši pregon zlorab. V severnih državah so te ukrepi izredno učinkoviti, izredno hitri, govorimo o tednih, dnevih. Pri nas pa to traja. Upajo, da vlada napovedane 3 mesece nekakšnega preizkusnega izvajanja zakona ne bo izkoristila za to, da javnost nanj pozabi. Temveč zato, da se zakon popravi. Digital identity you shall have until 2030. No discussion, for it is mandatory. You will see. Štempljati se bomo morali od ponedeljka naprej in pika. Kljub ostrim kritikam iz gospodarstva in jasnim pomislekom celo gospodarskega ministra, da zakon ni izvedljiv, bomo delavci morali pisno, elektronsko, natančno beležiti delovni čas. Minister Luka Mesec ne zaposlenim, ne delodajalcem nikakor ne popušča, no je pa prizanesljiv do sebe in drugih kolegov ministrov, pa poslancev, ki so v skupini privilegiranih, ki se jim ne bo treba štempljati in so takšen zakon tudi sprejeli. Da spremembe zakona sledijo dolgoletnim opozorilom inšpektorata za delo, da zakonodaja inšpektorjem ne omogoča učinkovitega nadzora in kaznovanja kršiteljev, tako se branijo na Meščevem ministrstvu, a napovedujejo tudi možnost sprememb. Sandra Boršič. Odločevalci zakonov danes predsejo vlade. Zakaj se pa vi naštempljate? Jaz sem kot funkcionar. Danes pogovarjali tudi o zakonu o štempljanju. Moram pogledati na dnevni red. Kako bo to izgledalo pri zdravnikih? In če je minister za gospodarstvo predsejo vlade vztrajal? Zakon gre v življenje in se vidi, da pač ne funkcionira in ga treba spremeniti. Zato je politika, da spozna, kdaj da treba kakšne stvari tudi spremenjati. Očitno tokrat temu ni bilo tako. Po seji je bilo jasno, novo strožje evidentiranje ostaja. Potreba po tem zakonu izhaja iz dejstva, da je neplačevanje delovnega časa prva, temeljna in najpogostejša kršitev, ki jo inšpektorat zaznava na terenu. Tisti, ki bo pravila kršil, bo moral uporabljati elektronsko evidenco. This will be decided by the people who own the data. Vsi ostali lahko pisno kamorkoli zabeležijo delovni čas. Vse ostale stvari, o katerih je ogromno govora v javnosti, od malice, vprašanja, ali se funkcionarji štempljajo, ali se SP-ji, ali se beleži delovni čas, vse te stvari ostajajo takšne, kot so bile prej in evidence delovnega časa beležimo že nekaj desetletij. A vse vendarle ne bo enako kot doslej. Od ponedeljka bo treba paziti na več natančnih podatkov. Poleg tega, kar je zahteval prejšnji zakon, bo zdaj treba beležiti še točen čas prihoda in odhoda, odmore, ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela ter denimo tekoči seštevek ur v tednu. Mesec ob tem, da bo kdorkoli v prihodnjih 3 mesecih lahko na zakon predočil svojo kritiko, ker bodo namreč zakon lahko čez 3 mesece ponovno odprli in ga popravljali. No, izjeme za elito pa medtem ostajajo. A očitno sta gospodarski in minister za delo tudi tu vsak na svojem bregu. Nobenih izjem, ne bojo pravila približno igre za vse, če se le da. Se pravi, ena izjema, druga izjema, tretja izjema, to je pa po moje najslabše. Funkcionarji se ne štempljajo,
ker ta zakon ni namenjen temu, da bi komorkoli omejevali svobodo, ampak je namenjen temu, da ljudje dobijo plačilo za opravljeno delo. Zakon vroča debata današnje vladne razprave, kjer so po neuradnih informacijah menda padali tudi očitki, da vlada z neusklajenostjo ruši samo sebe. A po seji Sem relativno zaenkrat zadovoljen z pogovorom, ki smo ga imeli na vladi, ali pa sem zelo zadovoljen, ali pa sem zadovoljen. On je član vlade, ki je ta zakon potrdila soglasno. On je član stranke, ki je v parlamentu ta zakon potrdila. Vsi njihovi poslanci so glasovali za ta zakon. zavora pa za inšpektorjem, ki vendarle ne bodo prihodnji teden že na terenih, da bi pregledovali nova pravila štempljanja. S tem bodo pričeli prihodnje leto. Digital identity you shall have until 2030. No discussion for it is mandatory. You will see. Tako imenovano štempljanje na delovnem mestu kljub kritikam javnosti ostaja. Od ponedeljka bomo morali vsi, razen izjem, med drugim tudi ministrov, voditi natančnejšo evidenco. Potem, ko je to na noge dvignilo tako delodajalce kot delavce, pa danes minister za delo zatrjuje, da se pravzaprav ne spreminja nič. Evidence delovnega časa beležimo že nekaj desetletij. Obstoječ zakon je konec koncev star 18 let, narejen je bil leta 2006. No, a poglejmo, kaj je ta nič, ki se spreminja. He claimed it was temporary. We've been waiting 40 years. We're still off of it. Po novem boste morali beležiti čas prihoda in odhoda, odmore, ure nočnega, nedeljskega, izmenskega in prazničnega dela ter denimo tekoče seštevke ur v tednu, mesecu oziroma letu o neenakomerni razporeditvi in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa. Kot da smo v butalah, so pretekle dni odgovarjali v gospodarstvu. Kritičen je bil tudi gospodarski minister Matjaž Han, ki zakonu ob sprejemanju na vladi sicer ni nasprotoval in pravi, da je ta neživljenjski. You better comply, you better watch out, you better implant that microchip now. Santa Claus is running the town. Na današnji seji vlade naj bi bila zato neuradno razprava precej polemična, očitki pa so neuradno leteli tudi na to, da vlada z neusklajenimi stališči ruši samo sebe. Ta zakon je narejen zato, da zaščiti osnovno pravico, to je pravico do plačila delavcu, ne zato, da bi komorkoli omejeval svobodo. Every meal you make, every bite you take, every single lunch with a crispy crunch, you will eat the bugs. Kaja Kobetič, pozdravljena. V ponedeljek torej v veljavo kljub pripombam stopa drugačno beleženje delovnega časa. A za zdaj še v nekakšni omiljeni obliki, kaj ne? Ja, vlada pravzaprav uvaja nekakšno prehodno obdobje, ki bo trajalo prihodnje 3 mesece. He claimed it was temporary. We've been waiting 40 years. We're still off of it. V ponedeljek torej zakon takšen kot je stopi v veljavo, kar pomeni, da boste morali voditi evidenco po novih prej naštetih pravilih. A če evidence ne bodo ustrezale predpisom oziroma bodo zaznane kršitve manjše, zato ne boste kaznovani. Inšpektorji bodo to podrobneje začeli nadzirati namreč šele po novem letu. Do takrat pa bodo na nepravilnosti le opozarjali. Globe tja do 20 000 evrov. No, v teh 3 mesecih pa bodo medtem na ministrstvu zbirali predloge in pripombe, kje se v praksi najbolj zatika. Na to pa po potrebi zakon tudi spreminjali. No, ključna rešitev zakona je sicer, kot pravi minister Mesec, uvedba elektronskih evidenc za kršitelje z namenom, da se prepreči primere, kot so bili denimo izkoriščani delavci. This will be decided
by the people who own the data. No, glede kompromisa o uvajanju podrobnejših evidenc za vse pa gre torej za nekakšno srednjo pot in začasno rešitev, ki je za delodajalce ta trenutek sprejemljiva. A vseeno pričakujejo, da bo vlada zakon naredila njim in delavcem bolj prijaznega in uporabniškega, predvsem pa manj birokratskega. Poglejmo, kaj pravijo v gospodarski zbornici in kaj pravi gospodarski minister. Here's a little song I wrote. You might want to hear it in your pod. You'll owe nothing and be happy. Ste kaj rešili? Jaz mislim, da se bo rešilo, ja, gre v pravo smer. Glede na to, da je bilo javljeno, da inšpekcije ne bo, mislim, da večjih težav po ponedeljku ne bo. Kljub odločitvi vlade obstaja upanje, da se bojo zadeve v nadaljevanju še dorekle, predvsem tiste, ki delodajalce najbolj motijo. S tem je predlagatelj zakona uresničil eno od svojih koalicijskih zavez. He claimed it was temporary. We've been waiting 40 years. We're still off of it. Ali bo situacija na trgu dela zaradi tega res bolj urejena, ali bo zaradi tega res manj kršitev, bo čas pokazal, jaz sem prepričan, da ne. Digital identity, you shall have until 2030. No discussion, for it is mandatory. You will see. Dober večer. Zakon, ki velja za običajne državljane, za politično elito, ministre in poslance pa ne, je na noge dvignil delodajalce in marsikaterega zaposlenega. To so butale, so ogorčeni delodajalci, ki si ne predstavljajo, kako bo strogo evidentiranje delovnega časa, ki se začne v ponedeljek videti v praksi. This will be decided by the people who own the data. In če se bomo morali evidentirati skorajda vsi, to po odločitvi Golobove vladajoče koalicije ne bo potrebno tudi sodnikom, županom, visokošolskim učiteljem, državnim sekretarjem in tožilcem. Delavci, inženirji in drugi, ki delajo v podjetjih, se bodo tako za razliko od recimo poslancev, ki so sprejeli ta zakon, morali evidentirati, poslanci pač ne. In zakaj so v Golobovi vladajoči koaliciji v zakonu, ki ga je predlagalo Ministrstvo za delo Luke Mesca, iz evidentiranja izvzeli poslance? Poglejmo, kaj pravijo v največji koalicijski stranki Gibanju Svoboda. Naša narava dela je drugačna. Imamo seje odborov, ki niso časovno omejene, včasih lahko trajajo tudi več kot 12 ur, zato bi bilo to zelo težko izvedljivo. Pa se vam ne zdi, naprimer, tudi novinarji imamo tako podobno delo, pa vendarle vstopamo v štempljanje, enako vozniki, prevozniki, gostinci. Zakaj oni da, vi ne? Namen te novele je, da izboljšamo pravice zaposlenih, zato smo šli v spremembe, ki se tičejo zares vseh zaposlenih, ne glede na naravo njihovega dela. Kot sem dejala, pa imamo funkcionarji pač drugačen status. You better comply, you better watch out, you better implant that microchip now. Santa Claus is running the town. Slišali ste, ne? Poslanci imajo drugačen status, zakon bo zaščitil zaposlene. Jaz mislim, da ne eno, ne drugo ne drži, niti nimajo drugačnega status imajo po imuniteti, po delu pa sigurno ne, zaposlene pa sigurno evidenca, vodenje evidence sigurno ne bo zaščitila, ampak bo uvedla dodatno administracijo in seveda birokracijo. Govorimo v gospodarstvu, v Obrtni zbornici Slovenije, vsa gospodarska združenja, kako je treba debirokratizirati družbo, ponostavljati, ne pa oteževati, narediti slovensko gospodarstvo konkurenčno. Mi pa se srečujemo zadnje čase z vladnim odločitvi, z novim zakonodajem, z dodatnim obremenitvijo gospodarstva in seveda vsled tega je gospodarstvo nekonkurenčno v Republiki Sloveniji na evropskih in svetovnih trgih in mislim, da je dosti jasen signal bil gospodarstva, vseh gospodarskih združenj Obrtne zbornice Slovenije, da tega gospodarstvo žal ne more implementirati, ne more prenesti, sploh pa ne te zadnje odločitve, zadnje zakonodaje evidence delovnih časov. Jaz upam in verjamem, da bo
prišla streznitev tudi na strani vlade, odločevalcev, da bojo spregledali in ta zakon umaknili. Si ne predstavljam, da bi se delili na leve in desne, nekdo je tist, ki mora, nekdo je tist, ki mu ni treba, nekdo je tist, ki je bolj pomemben, ali je to župan, ampak to ali se je je to zgodilo, poslanec. kako gledate na to, da so recimo poslanci vladajoče koalicije sprejeli zakon in iz evidentiranja vzeli poslance in vse Bi lahko ostale rekel, da so ga sam sebi sprejeli, kar je to nedopustno, smo demokratična država po ustavi, po vsemu in absolutno to ne more biti, ne more iti v življenje in tudi zakon, inšpekcijski postopki pa vse, zakon, ki je neskladen z normalnim, realnim življenjem, z procesi, ki grejo, ga lahko tudi inšpektor zavrne, sam zakon. Every meal you make, every bite you take, every single lunch with a crispy crunch, you will eat the bugs. Ko vidi, da se zakon ne more implementirati v družbi, v zakonodaji, ga tudi inšpektorski nadzor, inšpektori imajo pooblastilo, da ga lahko zavrnejo. In jaz verjamem, da ta zakon je zrel za zavrnitev in verjamem, da ne samo za zavrnitev, ampak tudi za jutrišnjo zamrznitev zakona, da bo vlada spregledala to, da ni možno in da ga bo zamrznala in da na pobudo Obrtne zbornice in združenj naših, da bo to storila. He claimed it was temporary. We've been waiting 40 years. We're still off of it. Zakaj vi pravite, da gre v tem primeru za Butale? Za Butale, zato ker nisem še čul za družbe ali pa države, da ima zakon za prvorazredne pa drugorazredne državljane, to se pravi, da je gospodarstvo, družbe, lokalne skupnosti smo drugorazredni državljani, poslanci, župani, pa še ne vem, kjer segment so pa prvorazredni državljani, onim ni treba voditi, mi pa moramo. Kakšna pa je razlika med mano pa med poslancem? Gospodarstvo je tisto, ki ustvarja pozicijo. Gospodarstvo je tisti, ki ustvarja kapital. Gospodarstvo, kolikor je dobro gospodarstvo, tu bo dobro družbi in zdaj je gospodarstvo dodatno kaznovano, obremenjeno. Ta del, recimo poslanski svrh, sodniki, policija, pa še nekdo, pa ne bi bilo potreba voditi evidence. To je nekorektno in nepošteno in jaz skoraj nimam drugega izraza kot Butale. Ampak minister za delo Luka Mesec pravi, da bodo na ta način z evidentiranjem zaščitili delavce, ki ponekod delajo več kot 8 ur, za nadure pa niso plačani. Jaz mislim, da to ni resnica. Če je to, imajo že zdaj možnost pritožbe inšpekcijskih nadzorov, tam, ko ugotovijo, da kdo ne plačuje, ne spoštuje delovne zakonodaje je urejena, zakon točno govori, kakšni so delovni časi, kakšna so plačila pri nadurih, prazničnem delu in to se že zdaj vse evidentira, vse vodi. Ne vem, zakaj potrebujemo dodatno vodenje evidenc, dodatno birokracijo, administracijo, to obremenjuje podjetje, to so dodatni stroški in o tistim, kar govorimo, da je treba razbremeniti gospodarstvo. Mi smo v veliki krizi, v Nemčiji recesija, prihaja k nam, imamo makroekonomski pokazatelji, grejo navzdol, ne navzgor in takrat vsaka pametna vlada, vse evropske vlade razbremenjujejo gospodarstvo, ne pa obremenjujejo. Ampak vi pravite, da je zakon neizvedljiv. Pozivate vlado, da ga zamrzne. Bova videla, kaj je o tem povedal gospodarski minister. Ampak ministrstvo za delo, ki ga vodi Luka Mesec, je že za ponedeljek, ko naj bi zakon začel veljati, ko zakon začne veljati, napovedala strožje inšpekcije, kazni za nepravilno evidentiranje pa so od 1500 do kar 20.000 evrov. Kar se tiče kazni, so nesorazmerne in še enkrat ponavljam, da verjamem, da bo vlada spregledala in da bo razumela poziv vseh gospodarskih združenj Obrtne zbornice Slovenije, ampak ne danes, ne ta poziv pred 2 meseci, smo imeli dialog, se pogovarjamo, tudi naš resorni minister gospodarski Han, vedno govorimo, da se pogovarjamo, ampak včasih imam občutek, da se ne slišimo ali pa se ne razumemo. No, poglejmo, danes je po številnih klicih, da zakon ni izvedljiv, zvečer za našo televizijo odzval minister za gospodarstvo Matjaž Han. Here's a little song I wrote, you might want to hear it in your pod, you know nothing, and be happy. Tudi jaz sem dobival v vseh teh dneh neizmerno veliko klicev, je ta moment neizvedljiv in si ga ljudje, ki imajo dolgo prakso delovno-upravnega znanja, ne znajo razlagati, kako bi ga sploh v bistvu speljali. In bojo imeli težave in gospodarstveniki in tudi
delavci. Zato je včasih potrebno, ko vidimo, da nekatera stvar ne gre, mogoče malo zadihati in probati novelirati tam, kjer se pač da. Pričakujete jutri posluh? Jaz mislim, da ja. Sej verjetno, koliko imam jaz klice, imajo tudi drugi ministri klice. On je član vlade, ki je ta zakon potrdila soglasno. On je član stranke, ki je v parlamentu ta zakon potrdila. Vsi njihovi poslanci so glasovali za ta zakon. Kaj pravite zdaj na to? Ja, jaz mislim, da je minister zelo korektno odgovoril. Z ministrom dosti komuniciramo, vodstvo Obrtne zbornice Slovenije. Moram reči, da nas minister razume, da jezi dialog, ampak tako sem prej ponovil, da se včasih mogoče ne razumemo, ni sam minister, minister ima vlado za sabo, mora na vladi dobiti večino, ampak to, kar je zdaj povedal, je odraz ene pametnega razuma, streznitve in jaz verjamem, da glede na to, da je naš minister, da je gospodarski minister, da mora ščititi gospodarstvo, to je zdaj svojo izjavo tudi jasno pred celo Slovenijo povedal in se mu tudi iskreno zahvaljujem za to. On je član vlade, ki je ta zakon potrdila soglasno. On je član stranke, ki je v parlamentu ta zakon potrdila. Vsi njihovi poslanci so glasovali za ta zakon. Podporo gospodarstvo in verjamem, da bo prišlo do zamrzitve tega zakona. Najlepša hvala. Naj povem, da smo v oddajo povabili tudi ministra za delo, socialne zadeve in družino Luko Mesca, ki pa je sodelovanje v oddaji zavrnil. Toliko o pogumu ministra Mesca, da se pred javnostjo sooči s posledicami zakona, ki ga je predlagal. Ampak pomembno je, da nam bo od petka naprej vladal Luka Mesec. 15-minute city. 15-minute city, stay close to home. 15-minute city. 15-minute city, or we'll send our drone. You better comply, you better watch out. You better implant that microchip now. Santa Claus is running the town. Every meal you make, every bite you take, every single lunch with a crispy crunch, you will eat the bugs. Dear friends, let me share with you why the World Economic Forum can be of great service in our complex and fast-changing global system. Here's a little song I wrote. You might want to hear it in your pod. You'll owe nothing and be happy. Ain't got no cash, ain't got no car, but 24 booster shots in your arm. Oh, nothing. Be happy. You can't even buy shit in the store because of your low social credit score. Oh, nothing. Be happy. You'll own nothing and be happy. Be happy and eat the bugs.